Kramer je nekako Drnovškov človek, če se lahko tako izrazim, ne? Zakaj ga niste zamenjali, ko ste bili na oblasti? Ja, vprašanje za napačnega ministra. Jaz sem kot gospodarski minister, nisem bil pristojen za finančni sektor, za banke, tudi nismo delali lova na čarovnice, tako kot počnejo sedanja vlada, ko skozi revizije želi zamenjevati nadzornike in posledično tudi uprave. Ne vem, sam osebno sem bil kritičen do Kramarja, to sem javno in tudi ministru in vladi sporočil. Seveda pa nadzorniki prevzemajo s tem tudi odgovornost za to. Je pa razmeroma to ugoden sedež in udoben sedež. V Novi Ljubljanski banki se mu ni zgodilo nič hudega, pravzaprav je lahko biti uspešen direktor take finančne inštitucije. Vi torej trdite, da sploh niste bili seznanjeni s tem aneksom, s tem aneksom pogodbe? Nisem bil, ker tudi ni pravzaprav to moja naloga. Nadzorni svet in uprava dogovorita te podrobnosti. Še enkrat, zadeva je bila skrivnost, to se pravi, ni bila znana tretjim osebam, ni bila znana članom vlade, verjamem, da nihče, noben član vlade tega ni vedel. Vedel pa je predsednik nadzornega sveta in po podatkih je Žiga Lavrič, državni sekretar na Ministrstvu za finance, ki je bil tudi predsednik nadzornega sveta, Marjanu Kramerju ponudil podpis aneks k tej pogodbi, pa je seveda Kramer zavrnil, ker je pač imel podpisano pogodbo z prejšnjim predsednikom nadzornega sveta, ki je bila zanj finančno ugodna, in tu se tudi kaže neka, kako bi rekel, moralnost in načelnost tega človeka. Najlepša hvala. Pa se vam zdi, gospod Vizjak, da se lahko v tem odkrivanju teh pogodb še v katerem podjetju, v katerem ima tudi seveda država svoje lastništvo, pojavi še kakšna pogodba za takšno enormno nekako nagrado? Ja, upam, da ne. Jaz sem bil recimo predsednik nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne. Vem, da smo takrat zelo pazljivo se teh vprašanj lotevali in upam, da so tudi vsi nadzorniki drugod to počeli odgovorno. Nenazadnje pa je dobro, da državni funkcionarji nimamo kaj iskati v nadzornih svetih in upravah teh gospodarskih družb, ki so v večinski državni lasti, in to so bili sprejeti sklepi vlade tamle iz leta 2007 in prav je, da smo se jih držali, in tako sem tudi jaz takrat odstopil iz nadzornega sveta Holdinga. Ampak zdaj me zanima še nekako takole, se vam zdi, da se v banki, ki je največ kredita dajala tako imenovanim tajkunom, zgodi, se pravi, takšen eksces z tajno pogodbo, po kateri bi predsednik uprave, ko odide, dobil 1 milijon evrov? Ta zadeva je po moje zdaj izbruhnila, ker je gospod Kramer izstavil račun oziroma uveljavil določbo pogodbe, po kateri mu to pripada oziroma naj bi mu pripadalo. Jaz mislim, da je ključen problem v takratnih podpisnikih tega dogovora in te pogodbe. Torej, vprašanje pri gospodu Žuniču, kaj ga je vodilo, da je šlo tako daleč, kakšne so obljube, nenazadnje tudi strani Kramerja bile dane takratni oblasti, da so podpisali tako enormne nagrade. To so vprašanja, ki bi jih bilo dobro osvetliti. Še enkrat, tudi ko se je oblast menjala leta 2004 in ko je bilo kasneje očitno strani nadzornega sveta spoznano, da gre za pretirane zneske, tudi v luči takratne diskusije in takratnih sklepov vlade in nenazadnje tudi določenih pravil, ki so bila sprejeta, se je seveda to vprašanje odprlo ponovno, vendar ga seveda gospod Kramer ob tako podpisanih pravicah si ni želel odreči. In sedaj je prišel račun na koncu njegovega mandata. Se bojim, da je bila napaka storjena leta 2002 in da bi kakršnokoli kratenje in rezanje te pravice povzročilo sodne spore in verjetno uveljavljanje na sodišču, in na koncu si težko predstavljam, da seveda nekdo, ki ima tako jasno pravico zapisano, tudi na koncu ne bi zmagal. Tu še enkrat, šlo je za nesprejemljivo ravnanje leta 2002, ko je bila ta pravica priznana znotraj nekih individualnega dogovora, ki je poslovna skrivnost, in upajmo, da tega ni več in da je to tudi
pouk za naprej in en primer, ki se ne sme več ponoviti v Sloveniji. Bi vas takole vprašal, ko ste bili v vladi, član vlade, gospodarski minister v prejšnjem mandatu, ste verjetno razpravljali o teh nagradah v podjetjih, a ne? Zdaj me zanima, ste določili, oziroma ali vi veste, za kakšne zneske gre pri teh, naprimer, nagradah, katere ste vi, naprimer, v tistem obdobju 2004-2008 podpisovali? No, poglejte, še enkrat, mi nismo nič podpisovali, vlada nima teh pristojnosti. No, ampak... Da pojasnim, mi smo sprejeli priporočila in določene sklepe vlade. Prvič smo naredili neke vrste nezdružljivost upravljanja funkcije in to se pravi nekega funkcionarstva, bodi si minister in državni sekretar z članstvom oziroma predsedništvom v nadzornih svetih. To je prva stvar. Druga stvar je, omejili smo sejnine in smo jih kategorizirali po različnih razredih glede na velikost družb in določili smo tudi pravice izplačil deleža dobička članom nadzornih svetov. In to smo omejili navzgor na 15.000 evrov bruto za člana nadzornega sveta. To smo takrat naredili, ker so bili določeni ekscesi in so se pojavljale tudi določene nerazumni primeri. Kateri, naprimer katerega? Ste bili bolj konkretni? Vedno so bili zelo zanimivi v finančnem sektorju. Moram reči, da v mojem gospodarskem sektorju ni bilo takih ekstremnih izplačil. Moram reči, da so bili zelo znani tako v zavarovalnici Triglav, kot tudi v bankah, še posebej v Novi Ljubljanski banki. In to je bilo prav, da smo omejili. Tudi vem, da je bil velik pritisk pri Telekomu. Telekomu so tudi nadzorniki želeli ne vem kakšne sejnine, pa smo jih pravzaprav s temi določbami precej omejili. Tako da ta tema je bila takrat odprta in tu smo postavili določene omejitve, tako smo postavili tudi omejitve, kot sem že povedal, teh 15.000 evrov kot maksimalen znesek za člana nadzornega sveta, vendar je bil pravzaprav pravilo 3% od dela dobička, ki se razdeli delničarjem. 3%, vendar ne več kot 15.000 evrov. Če bi bil dobiček pravzaprav večji, ki bi bil razdeljen, se ne sme več razdeliti kot toliko, ampak to res velja za tiste največje oziroma velike družbe v državi. Ampak mimogrede, je tudi dobro izpostaviti, nadzorniki morajo biti plačani za svoje delo. In uprava je pravzaprav naložba lastnikov podjetja. Lastniki podjetja skozi nadzornike tudi nenazadnje odločajo o upravah in o kakovosti teh uprav. In to je pravzaprav naložba. Če je dobra uprava, z tega podjetja lahko tudi za lastnika kasneje več. In seveda del te naložbe je seveda tudi cena te naložbe. Tako da moramo imeti vedno v vidu tudi kakovost dela teh ljudi, kompetentnost dela in če gremo tu v neke nerazumne bi rekel uravnilovke, lahko je potem tudi ta naložba ogrožena v ekonomskem smislu. Tako da moramo tukaj tehtati, kaj je tisto optimalno in tu bi tudi razlikovali med podjetji, ki so neke vrste monopoli v Sloveniji, ki pravzaprav nimajo konkurence in so lahko uspešni kakorkoli. To je recimo energetski sektor cel. Tudi na področju telekomunikacij se odpira konkurenca, se manjša tržni delež Telekoma, se ostali operaterji povečujejo in na nek način konkurenca malo bolj deluje. Bančni sektor je toliko, kako bi rekel, majhen, da prave tuje konkurence ni, sicer je, vendar tako bolj ali manj na papirju. Tudi zavarovalniški sektor je specifičen, torej bo težko meni nekdo dopovedal, da mora imeti, ne vem, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke ogromno plačo za tega, ker konkurira, ne vem, z svetovnimi ali pa evropskimi bankami na slovenskem prostoru, mislim. Se vemo, koliko so prisotni, kakšen je njihov tržni delež in da je na nek način tudi ta ozek trg, slovenski trg, 2-milijonski trg privedel do tega, da pač ni tlele pretirane gneče. Za konec, ali bo gospod Kramer postal finančni tajkun, če si izplača 1 milijon evrov? Kaj pa je finančni tajkun? Kaj je ta definicija? Imamo gradbene tajkune, imamo, ne vem, zdaj me zanima, ali se bo... Gotovo premožen človek in po moje preveč plačana oseba za delo, ki ga je opravil.
Se pravi, pade v nekako formulacijo tajkuna. Ne vem, kaj je tajkun. Še enkrat, finančni pa sploh. Želim samo povedati, da bo gotovo dobil več, kot je recimo temu po moji skromni oceni zaslužil. Prazna aktovka in potem iz podjetja s polno aktovko. S kakšno aktovko v Novo Ljubljansko banko prišel, sigurno pa gre za politično kadriranje takratne Ropove vlade in za več kot očitni Drnovškov kader. Hvala lepa. Hvala tudi vam.